15 slovenskih glasbenikov je izbiralo med poezijo 10 letos sodelujočih pesnikov. Projekt je pred 21 leti zasnoval Dušan Hedl, prvič pa je bil izveden na Radiu Marš. V vseh letih je izšlo 13 goščenk, letošnja pri založbi Kulturni center Maribor v knjižni zbirki Frontier ob podpori Zavoda Javna muzika Maribor. Cilj projekta je povezovanje različnih bolj in manj uveljavljenih umetnikov, ki skupaj stopijo na slovensko glasbeno sceno. Letos mogoče je posebno s tem, da smo bolj poenostavili glasbo. Šli smo iskati med kantavtorji, med takimi, ki bi bolj intimno, tudi poezija se mi zdi je bolj intimna zadeva. Žanrsko glasba sega od ljudske pesmi, šansona, trših rokerskih izbir do kantavtorskih doživetij. Zasedba Kontraband je sodelovala že večkrat. Kako ste izbrali pesem? Koga? Zakaj? V bistvu izbrali smo pesmi, ki so nekako tako najbolj mogoče močne, besedilno gledano. Tudi Ferija Lanška smo uglasbili že nekoč tako pred časom in prevedli tudi romščino. Poezijo v glavnem uporabljamo iz vseh različnih koncev, kakor se le da. Vi zagotovo ne sodelujete prvič pri tem projektu. Kaj menite o njem? Zakaj je dober? Pa dober je zato, ker se združujejo ustvarjalne energije, da se pač ego tripi malo razporedijo, pa da nastane nekaj novega. Katere pesmi svoje ste poslali v izbor, kakšne novejše, starejše? To je potekalo zelo naključno, bi rekel. Mislim, da je imel Marko Grobler že dolgo to pesem na svojem repertoarju. Z Romanom Zupančičem smo se spoznala na enem literarnem srečanju. Z Ditko pa itak sodelujeva zdaj že 4-5 let. To je bilo eno spontano sodelovanje z glasbeniki, recimo en komad, ki je na tem CD-ju sva ga naredila skupaj z Tomijem Lorberjem. To je en kantavtor iz Rogaške Slatine, s katerim pravzaprav že dolgo sodelujeva. Čisto na novo pa je bilo za mene sodelovanje z Bojanom Sedmakom, ki mi je prvič nekaj uglasbil. A znaš zapeti tako en prvi vers svoje pesmi, tako kot je zdaj uglasben? Ne, tega si pa ne bi drznal. Kaj pa ti poveš? Namreč eden od idejnih očetov tega projekta je bil Tomaž Brenk. Ena pesem, ki sem jo napisal malo po njegovi smrti, ki jo bom verjetno tukaj pol tudi povedal, to je Steklo je kot moder dim. Steklo je kot moder dim, ki 100 let izginja vase, most in reka dolgih zim, na ograji plezaš nase in tako dalje. Glasbene zasedbe se držijo literarnih predlog, nemara upoštevajo tudi poetov pogled na glasbo in uredniške sugestije. Odstopanja se pojavljajo predvsem pri izbiri refrena, vsaka pesem pa vendarle ni za uglasbitev. Feri Lanšček je eden najbolj branih in tudi uglasbenih slovenskih pesnikov. Ne, vse pesmi zagotovo niso za uglasbitev, ampak moje verjetno so, ker so ritmično urejene, ker so rimane, ker nosijo s sabo že neko melodijo in je pravzaprav uglasbitev v tem, da skuša glasbenik prisluhniti temu glasu, ki ga poezija prinaša. Tako si jaz vse zamišljam, da nastajajo najboljše uglasbitve. V pripravi je Rokerji pojejo pesnike, pesniški zbornik poezije in to je naslednja velika predstavitev, ki sledi. Rokerji pojejo pesnike ni le štajerski, pač pa vse slovenski projekt. Zato je doslej že več kot 200 pesnikov in glasbenikov dobilo priložnost, da nagovori poslušalstvo. Tako je svojevrstno povezovanje postalo gibanje, ali pa bo kakšen dvojec postal na račun zgoščenke bolj znan ali celo slaven, pa bo pokazal čas.